Počitnice nekoč, prometne nesreče, stres, sokolsko društvo in Skodlar so teme, v katere so se poglobili mladi. Najprej so zbrali čim več informacij in spisali teoretični del ter postavili hipoteze. Hipoteza je vprašanje, neka trditev, ki jo ti želiš v raziskovalni nalogi potrditi, ali pa pač jo na koncu vržeš, ko ugotoviš, da to ni prav. Zato pa se je treba lotiti raziskovanja. Eno anketo naredila in sva tudi drugim raziskovalcem dali, da so razdelili svojim starim staršem. Midve sva mislili, da so skoraj vsi hodili v kolonije, pač da jih ni bilo toliko doma, pa so pa v bistvu ugotovili, da so največ preživljali doma in pri sorodnikih počitnice. Dela sem imela zelo veliko, ker sem mogla analizirati vse te sokolarske zapisnike. Od leta 1909 pa pol do prve svetovne vojne. Z Olfanoškem, kakor on to dela na večjem, sem pa jaz na manjšem orodju to naredila, enako kot on. Skoraj nama ni znesel, tako da. Smo mogli iti na plan B, pa smo v bistvu neke druge preglednice delali. Pa nam je pa uspel. To zahtevno nalogo sem si zastavila zato, da bi lahko na državnem prvenstvu dobila zlato priznanje. Posledično več točk že za Zoisovo štipendijo, če lahko dobiš, pa to je tudi neko priznanje. Naučili so si veliko novih stvari. Zdaj bova tudi v šoli lažje premagovali stres. Mislim, da mi bo to znanje prav prišlo v gimnaziji, ker bom tudi kakšne naloge delala lahko, ker sem se tle naučila, recimo delati preglednice, pa zapisovati zgodbe in v pravilnem knjižnem jeziku.